v ponedeljek zvečer ležim v posli, pa slišim toča začne ropotati po oknu in jaz ukažem toči v imenu Jezusa, naj se odstrani in se je. Bolj težko po stopnicah. Nisem pa, moram priznati, nič molila za koleno. In kar na vsem lepem, ko sem se vračala srečanja iz Šentjurja, sem opazila, da jaz lepo hodim. Nič na mi koleno, tako da res mislim, da je pomembno, da pač iščemo Gospodovo bližino in prisotnost Božjo, da se potapljamo v njega, ga slavimo in ko smo skupaj zagotovo več moči, kot če sami moramo doma. Amen. Takih izkušenj vidim. Amen. Hvala se. Jaz si mogoče samo tako povedala, da odkar sem se kreslila, je strah izgina. A je kdo od vas bral knjigo na spremljika Vernikova oblast? Oblast vernikov v angleščini, Authority of Believer od Kenneth Hagina, bestseller, nekoliko milijonov kopij prodanih. Jaz sem bil mlad kristjan, ker sem to prebral in mi je čist spremenil način, kako živim pa kako moram. Ker prej sem tako mislil, da sem tako en hipi na zemlji in pač Bog je pa ful v kontroli skozi nad vsakim mojim gibom. In pač menač, jaz se ne ukvarjam z ničem, itak bo vse Bog naredil. In pol pač problem je, ko zboliš, pa ko imaš kakšne krize, pa se nič ne zgodi. Pa mislim, da je šel Bog na WC, tako. Mislim, da nekako nima časa zate. Pa da se mu ne da enostavno, prevroče. Jaz sem dostkrat mislil, da je Bog ful len, kadarkoli ga rabam, nič ne naredim. In pa sem pa spoznal, da je meni dal avtoriteto. Amen? Da on nam dal oblast. Cerko veliko stvari, ki se nam dogaja, smo v dveh svetovih istočasno. Eno je naravni svet, eno je duhovni svet. Amen? Vmes imamo pa še duševni svet, to je pa naš pa naše emocije, naša čustva, ki so pa na bojnem polju skozi. Tukaj se pa ful vojna odvija, a bomo pravilno odreagirali. Ne? Kako bomo sejali v duhu, tako bomo želi v naravnem. Amen? Zato včasih lahko dolg časa govoriš besedo, pa se nič ne zgodi, ker pač traje nekaj časa. Ampak če ne obupaš, haleluja, boš požel, piše v Galačanih 6. Sprav, ker ti sejaš in ne glede na to, da ne gre vse tako, kot si mislil, se ne predaš, bo šlo vse v redu na koncu. Bo prišla žetev, haleluja. In pol, ko pride žetev, dosti ljudi, neha sejati. Reče, Maja, prišel sem v cerkev, zdaj sem ozdravljen, haleluja. Tisti problem, zaradi česa je prišel v Heosu, je rešen in pol človek pač se neha ukvarjati z Božjo besedo, slavljenjem, cerkvijo in gre po svoje in pol, kaj se mu zgodi? Ja, spet bo nekaj rabil. Spet bo eno krizo prišel in pol bom drugič, malo težje prišel do Boga, ko bo imel ful slabo vest. Malo mu bo težje, kot prvič. Ampak pol, ko bo nas srečil z krščanskega centra, bomo rekel, pa sploh ni panika, človek, prid nazaj, ful te imamo radi, gor dol, bomo to sobo dal dol od njega in bo takoj prišel nazaj, ful vesel. In pol bo spet osvobojen, spet bo odrešen. In pol, če ne bo ustrajal še naprej, ko mi moramo skozi sejati v duhu cerkev. Skozi. Ti nikoli ne smeš nehati brati svetega pisma, imeti odnos z Bogom, hoditi v cerkev. Jaz še nisem videl človeka, da bi bil v besedi v molitvi, pa da bi hodil v cerkev, pa da bi bil od Boga odhoden. To še nisem videl. Ampak vedno najprej ti bo hudič, ti eno stvar ukrali, pol drugo, pol. Tako da ne se dati, haleluja.
Vzema avtoriteto, oblast nad vsako. In dostkrat, ko narobe sejamo, ko ne sejamo v Božji besedi, ampak v duh, ampak sejamo v meso, pol piše iz mesa žanjemo pogubo. V Rimljanih 8 govori o življenju v duhu. In pol, če mi dva narobe živiva v stvareh, če narobe sejava, pol se doska, če kakšen demon zraven prekrade. In pol ti pa ful težko verjeti Bog. Pol ti pa naenkrat misliš, wow, ta moj problem je nerešljiva uganka. Jaz se nikoli ne bom rešil. Jaz sem pač tak človek. To je treba pač sprejeti, da že moj oče bil tak, že moj mam. In če tako razmišljaš, moraš vedeti, da si padel po demonsko prevaro. In kaj moraš narediti? Uporabi avtoriteto. Recimo v sosedu, uporabi avtoriteto. Ker recimo pred staro zavezo, pred novo zavezo, preden je Sveti Duh bil zlit, je Jezus učil učence tako modno. Proste, ne uvedi nas v skušnjavo, ampak reši nas hudega. V novi zavezi, ki smo mi, nam je pa rekel, zdaj sem vam dal vso oblast. Ker še v goru ne bo, Matej 18 rekel, vsa oblast mi dana in zdaj pejte. V te moči, v te avtoriteti, pejte naredite vse narode za močence. Zdaj imaš pa ti oblast, ki jo moraš izvrševati na demoniju. Če mene kjerkoli demon muči, ali pa kjerkoli duhovni problem, je povzročil, da imam naravne težave. In jaz prosim, Bog, da me reši tega, da mi pomagi. Je kako, če je meni dal to šerifovsko značko z imenom Jezus. Samo midva uporabljava ime Jezus. Midva so tle na zemlji. Midva mora uporabljati ime Jezus. In pol ti ustreliš hudiča. Ena krogla je ime Jezus, druga je pa beseda tvojega pričevanja. Premagali so ga s krvjo jagneta, in besedo svojega pričevanja. Glavno, kdo je premagal spet? Te, ki verujejo. Amen? Ta znamenja bodo spremljala tiste, ki verujejo. V mojem imenu bodo izganjali zle duhove. Amen? Ko govorimo o avtoriteti, recimo doskrat ljudje pravijo, ja, sem že spremenil, kako molim in sem začel tako govoriti, kar si me učil, ampak še vedno ene stvari delujejo, ene stvari ne delujejo. Pač, še vedno moraš sejati in biti potrpežljiv, da boš lahko živel. Amen? In še ustraji, haleluja. Jaz sem enkrat enega brata ohrabril, ki je rekel, še vedno rabam ful aspirin, ki me glava boli, še vedno ono, drugo, tretje. Zdaj, ja, ampak pa si opazil, da te zdaj manj boli, kot prej? Ja, to pa ja. A si opazil, da zdaj 3-krat prej si vzdravno, kakor prej? Amen, to je napredek. Amen. Bog vesel za najmanjši napredek. Haleluja. Amen. Več, ko seješ v duha, več bo žel zmage. Haleluja. In ene stvari pridejo šele, pač, ko se zavedamo, kdo smo. In dajmo si danes to pogledati, kako sedimo s Kristusom. Mi smo posajeni, to je v tej knjigi 3. poglavje, avtoriteta vednega. Kološanom 2.15 piše, razorožil je vladarstva in oblasti. Wow. Jezus je razorožil hudiča. Hudič ne hodi okoli s ful veliko puško. Zdaj, ali pa on ima oblast, da kar bolezni meče po nas, pa prekletstva. Jezus ga je razorožil. Hudič hodi s lepimi metki okoli. Ali pa z vodno pištolo. On ropa banko s plastično pištolo. Ste kdaj gledate filme? Pridejo kar z igračkam ropati banko. In po imuni kar denar dajo, ker ne vejo. To je ful dobra slika kristjana, ker ne ve, kdo je. In pol hudič pride s plastično pištolo do njega in ti mu kar prazneš sef, pa vse, namaz, da bi ga brcnil nekam. Ali pa vzel svojo bazuko, pa Amen. In pol jokaj, Bog, pomagaj mi, spet sem zbolel. Razorožil je vladarstva in oblasti, ter jih izpostavil javnemu zasramovanju. To je Kološan 2.15, sem danes
Aha, imam, ok. Naredil iz njih javni spektakel, piše. Se pravi, on v duhu se je norčeval iz njih. Cel duhovni svet je videl, da je hudič razorožen. In je bil čist premagan. Hudič je totalna zguba. To mu še, tvoj sovražnik je premagan. To se probi zavedati. Slaveč v tem zmagu nad njimi. Se pravi, s tem, kako ga je premagal, če cel kontekst bi rekel, s tem, je umrl za naše grehe, ki je plačal ceno, ker kazen za greh je smrt. Se pravi, ne bojo vsi ljudje odrešeni, ne glede na to, kaj verjamejo. Ko gore človeku, ko svojim grehu pride pred Boga, ker ne bo mogel iti naprej. Vsak rab sprejet odpuščanje v krvi Jezusa. Če nisi upran v krvi Jezusa, pol boš pokončan, ko boš prišel na Božjo sobo. Ker kako se boš s svojimi deli upravičil, če smo vsi grešili in ni pravičen, niti enkrat. Amen? Zato se pravi, kako je premagal hudiča? Svojo smrtjo, ki se je daroval za naše grehe. Amen? Je prelil svojo kri, to je full power. Amen? In potem, ko je bil pokopan, se pravi, šel je dol, v podzemlje je šel in po tretji dan, haleluja, je vstal od mrtvih, haleluja. In zdaj je živ in to je totalna zmaga. In poleg hudič je bil čist prešejkan, čist ga je strecali in je javno naredil v vsem duhovnem svetu, pred vsemi angeli, totalen spektakel nad njim. In pol vemo, kaj je vstal od mrtvih. Enkrat piše, je ful ljudi vstajali od mrtvih. To je bil takšna moč to bila. Okay. In zdaj, poglej si pa zdaj dobro novico v Efežanih 2.1, pa naprej veramo. Efežanom 2.1. Ker zakaj je to pomemben? Da veš, da si tudi ti skupaj z Jezusom vstal. In si zdaj posajen na Božji prestol. Ker ti ne boš imel avtoritete, če ne veš, kdo si. Pa kje je tvoj položaj. Pa iz kje gor ti molaš dol. Haleluja. Amen. Ti, če gor gledaš hudiča, si čist falil. Ti ga moraš dol gledati, ki je ful daleč pod tvojim nogam. Dajmo se to pogledati, v Efežanu 2.1. Tudi vas je oživil, ki ste bili mrtvi po prestopkih in grehih, v kateri ste nekdaj hodili po navadi tega sveta, po knezu oblasti v zraku, po duhu, ki deluje zdaj v sinovih neposlušnosti, med katerimi smo tudi mi nekdaj živeli v poželjivosti svojega mesa in delali želje mesa in misli in bili smo po naravi otroci Božje jeze, kakor tudi drugi. A ni da bez, da je to preteklo? Haleluja. Amen? Recimo vsedo, to ni tvoja sedanjost. Haleluja. Hvala Bogu, da nas je prišel iskat, amen? Za ene od nas zadnjo sekundo, haleluja. Bog pa, bogat v usmiljenju, zaradi svoje velike ljubezni, ki nas je z njo ljubil, nas je, ko smo tudi bili mrtvi po grehih, oživil s Kristusom ured. Haleluja, wow, kakšna milost. Po milosti ste rešeni. To je Božja milost, amen? Kaj to pomeni? Ne zato, ker si bil ti ful priden. Ne zato, ker si se krstil v vodi. Ne zato, ker si prišel v krščanski center. Ampak zaradi milosti, haleluja, amen? Po milosti si rešen. In z njim ured nas je obudil in posadil v nebesih v Jezusu Kristusu. Haleluja. Se pravi, 6. vrstico pogledaj. Se pravi, ti si obujen in zdaj si posajen na Božji prestol v Kristusu. In to je beseda kazico, ko se ti usedeš in pač sediš na prestolu. Okay? In pol, haleluja, to je ta beseda, ti sediš z Jezusom in vladaš nad vsemi okoliščinami. A ni to power? Se pravi, lahko se okoli tebe vse trese, haleluja. Lahko misliš, da ti bo toča začela uničevati kritino, pa sončne celice. In ti rečeš, Amen? Ka Jezus je samo tako utišil vihar. In je bil takoj tišina.
Ni se ful drl, pa švicu, pa... To moramo mi delati, ko rastemo, ko ne štekamo toliko. Amen? In ko prevečkrat padamo, pol pa te izkušnje vzamemo za resnico, namesto da bi vzeli Božjo besedo za resnico. Amen? In pol bolj verjamemo temu, kar čutimo, kot temu, kar piše. In pol imamo slabše rezultate zaradi tega. Amen? Zato pač rastemo, haleluja. Hvala Bogu, če si se drla na točo, da je nehala. Amen? Ampak naslednjič pa lahko sam tako probaš narediti najprej. Haleluja. Da pokaže, se pravi, ti sediš s Kristusom na prestolu. A ste opazili v apostolskih delih, ko so Štefana kamnali, piše, da je Štefan rekel, wow, vidim Božjega sina, ko je vstal na prestolu. Se pravi, naenkrat ni več sedel. Jezus je bil toliko fasciniran nad Štefanovo pridigo, ali vero, v bistvu, da je kar vstal s prestola in ga sprejel. Ker je wow, moj človek prihaja domov, moj sin prihaja. In več ni mogel zdržati na stolu, razumete, na prestolu. Je kar ga dvignal ven. Amen. Dajmo tako živeti, da bo Jezus tako vstal gor. Amen. Da ti zdravnik reče, ne, umrl boš. Konc bo s tabo, ti pa rečeš, šš. Amen. In pol Jezus tako vstane s prestola. Wow, haleluja. Mi ful zgubljamo avtoriteto, če poslušamo ljudi, ki ne poznajo avtoritete Kristusa. In pol nas skozi prepričujejo, naj verjamemo njihovim analizam, njihovim doživetim. Kaj se je? In pol reči, ja, moja teta je imela isto stvar, kot ti. In pol se je to in to zgodilo. Ker sem pozabil spet, da ta teta je bila mrtva v svojih grehih, jaz pa sedim s Kristusom na prestolu. To je razlika med tvojo teto pa med mano. To je kar noč in dan razlika. Amen. Zato jaz pričakujem čist druge rezultate, kot tvoja teta. Haleluja. Amen. Amen. To je totalna čist drugo kraljestvo. Haleluja. Amen. Recimo se, da uporablja avtoriteto. Haleluja. Se pravi, jaz doskrat, ko molim, sedim. Pač, doskrat, ko hodim gor pa dol, ko se ful borim, tako kot Baltazar po sobi gor pa dol. Ampak pol, ko imam dost bitke, se pa na stol usedem, haleluja. Na en ful udoben stol. In pol, haleluja. Malo tako sanjam s Bogom. In tako zaprem oči in grem pač na njegov prestol. In vem, tle sem. Vladan s Kristusom. In pol je čist drug nivo, haleluja. Pol je čist, pač, haleluja. Mi moramo od zgori dol moliti, haleluja. Amen. Ne biti pod hudičom, ko moliš. Ne moliti kot človek, ko si ful zvezan. Tudi, če te vse boli, obnašaj se, kada si na prestolu. Ker tvoj telo ti laže. Amen. Tvoje emocije ti lažejo. Tvoje emocije so tako kot divji konj, ki jih moraš dresirati. Moraš jih zlomiti. Konje, jaz imam nečaka Joshua, eni ste ga videli, ki mi je pomagal mansardo graditi. Skozi hod v krog, s puško pa s kljubukom. Dobro, v Sloveniji sam s kljubukom. Ampak on, en njegovih jobov je, delov je, kaj on dela, je, da konje dresira divje. In prav konja mora zlomiti. Njegovo voljo mora zlomiti. Cerko, to moramo mi s svojim emocem narediti. Ko nam lažejo, ko hočejo, da slavimo Jahve žalost na mest. Jahve nisi, jire in tako naprej, in šalom. In pol ne slaviti Jahve žalost, ko to ne obstaja. Bomo slaviti Jerusa. In pol mora svoje emocije zlomiti. Ne me vleči v levo, ali pa v desno, s tem naravnost. David je govoril, zakaj si to potrta moja duša. On je govoril svojo dušo, je razvil odnosno, jo je dresiral kot konja. In pol je rekel, dvigaj se in začni slaviti Boga. To je svojo dušo, je naučil, kako jo je potegnil ven iz žalosti v slavljenje. To je the best. Amen? In tvoja duša je the best konj, če je zdresirana. Ker Bog nas ni poklical, da smo zombiji. Ampak da imamo duše, pa emocije, ki se veselijo v Bogu. Haleluja. Amen.
Tvoje emocije ti morajo služiti, ne smejo ti gospodovati, ker pa boš čisto razštela. Amen, hvala Bogu, amen. Hvala Bogu, da jaz nisem moje emocije. Hvala Bogu, amen. Zato tudi, če se ful za nič počutiš, ti nisi za nič. To je laž, pač. Ti si še vedno kraljuješ s Kristusom. Še vedno vladaš nad vsemi silami teme, z Jezusom, nad vsako oblastjo, nad vsakim poglavarstvom, nad vsakim problemom vladaš v njem. Amen. Zato ostan na prestolu, ne dol skakati z emocijami pač smeti tega sveta. Zakaj? Dajmo si pogledati, zakaj smo z njim na prestolu. 7. vrstica. Da pokaže v prihodnjih vekih presilno bogatstvo svoje milosti v dobrotljivosti do nas v Jezusu Kristusu. Wow, a lahko to še enkrat preberemo, haleluja. Se pravi, on se hoče hvaliti s tabo, moderni prevod. Čez tvoje življenje, da vsi vidijo v tvojem življenju, koliko je Bog dober čez tebe. Amen? A ni to noro? Se pravi, ne vem, kdo je prej imel pričevanje? A si ti si imel, da kolen ti je kar uzdravel? Jaz sem takoj začel slaviti Evsa, da je njen kolen uzdravel in potem sem še svojega hit po šlatu, če je šla ta mal vode, ker še noče šlo ven. Haleluja. Amen. Ko Bog se hoče skozi hvaliti z nami. In pol, ko ti govoriš pričevanje, se Bog hvali. Pol se še jaz hvalim s tvojim pričevanjem in se še meni ozbi. Haleluja. Amen. In zdaj ta oblast, ki je v imenu Jezusa, ta oblast je dana Kristusu. To je naš odrešenik, maziljen, rešitelj, kralj. In kdo je pa njegov telo? Smo pa mi. On je samo glava celo. Udje pa delajo, etko. On je pač, Jezus je glava telesa. Mi, cerko, smo pa njegovi udje. Temo si to pogledati. V 1. Korinčanom 12. 1. Korinčanom 12. Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus. Se pravi, on temu telesu prav Kristus. To ni njegov priimek, Jezus Kristus. Ampak on tukaj not imenuje Kristus telo, ude telesa, haleluja. Amen? Mi skupaj tvorimo ime Kristus, haleluja. Amen? Zato je ta posmehljivo ime, ki so nam ga dali neverniki kristjani. Da so se norca delali iz prvih vernikov, ampak ful dobra kletvica, kristjan. Haleluja, ki pomeni majhen Kristus. Amen? Se pravi, človek, ki nos to oblast. Kristus pomeni tudi maziljenec. Se pravi, midva sva del Kristusa, skupaj tvorimo Kristusa, kjer je on glava. Mi smo pa telo, koga? Kristusa, haleluja. A je ta telo Klemen? Ja. Jaz, ko pridem kamorkoli se identificirati, ni samo moja glava Klemen Vidic. Etko, ampak je cel moj telo pripada Klemenu Vidicu. Če bi bo še en prst ukradel, si ga Klemenu Vidicu ukradel. Etko, ta prst pripada, tudi ta pripada. Haleluja. In tako z nami, cerko, mi vsi skupaj smo Kristus. Haleluja. To je noro. To je ful autoriteta. Ko to poštekaš, zato prav, eni jemljete Gospodovo večerjo nevredno, ker ne razpoznavate telesa. To ni misel unga kruha tam, razumeš? Ne pomeni, in pol eni mislijo, ker ne štekaš, da je v tem kruhu ful moč, in pol zbolite, ker ne razpoznavate telesa. V bistvu govori o tem, če bi ti vedel, kakšna moč je v telesu, ne bi zbolel. Amen, ker bi vedel, da tvoj telo pripada Kristusu. Amen. In tvoj telo je svet, haleluja. To je tempelj svetega duha. Amen. Zato Bog hoče, da so naša telesa zdrava.
vsakič, ko ti moliš za ozdravljenje, moraš vedeti, da on to bolj hoče kot ti. Enkrat je en človek prišel po ozdravljenje za svojega otroka na vozičku in pol je pač prišel in rekel, da je mol za njega, da se zgodi Božja volja. Evangelistu. In pol je on rekel, pa kaj je s tabo, kakšen si ti to oče? Veš, da Bog si ful želi, da je tvoj otrok zdrav. Božja volja cerkev nikoli ni, da je človek v vozičku. Nikoli ni, da je človek bolan. Razumeš, če in pol je ta evangelij človeka mal izval. In pol je rekel ta oče, se skoraj stepil z njim. Rekel, kaj? Jaz imam svojega sina ful rad. Jaz bi sam šel v vozičok, da bi on lahko zdravil. Evo, to je Bog naredil samega. On je dal svojega sina, da je njegov sin umrl na križu, da njemu ni treba. Amen? On je vse udarce vzel, vse bolezne vzel v svoj telo, da je tvoj sin lahko zdravljen. A ti misliš, da če bi ti dal svoj žen, da je Bog ima pa manj rad tvojega sina, kot ti. Amen? In pol ga je ful spodbudil, da verjame Boga. Cerkev, Bog si bolj želi, da ste vzdravljeni, kot si ti želiš, haleluja. Amen? Ampak vsem, cerkev, jaz sem doskrat tako razmišljal, da je Bogu vsem, če sem jaz vzdravljen. Zato, ker sem že tokrat rekel, da sem vzdravljen v ranah Jevsa, pa še kar se ni manifestiralo. In pa sem si mislil, zgleda, da ne deluje. In to je ful problem. Zakaj? Ker sem začel verjeti svojim občutjem, ne pa več Božje besede. In hudiče specialistov za to. Zato, ker boš tako razmišljal, jaz to nikoli nisem rekel s svojimi usti, ampak razmišljal sem tako. Ker če bi rekel, pol je konc. Mislim, ni nikoli konc, ampak težko je. Ker si samega sebe preklel. In pomoš obrniti nazaj prekletstvo. Pomoš negirati besede, ki si jih slabe rekel. Kako? Tako, da jih naspet rečeš. Jaz sem, preden sem začel verjeti v zdravljenje, sem pač imel te klasične krščanske učitele okoli sebe, ki so učile vse Bog dopušča to, Bog. In pol si kao ful ponosen, če nekaj zahtevaš. Kao. In pol sem na glas mu govoril, jaz več ne verjamem to. Jaz več ne verjamem, da je vse Božja volja, kar se mi dogaja. Da je bolezen Božja volja, jaz to več ne verjamem. Jaz ne verjamem, da Bog dopušča bolezen v moje življenje. Zakaj? Ker sem mogel na glas reči to, kar sem prej na glas govoril. Razumem, če se ene misli trdnjave v umu, ne moreš osvoboditi, jo na glas izgovoriti. In pol govor resnico čez to stvar. Amen? Zamenjati moraš. Amen. Če ti verjameš, da je to stojal od mikrofona in naenkrat ti jaz rečem, da pa ne smi prižancev, pa noč vedel kje, ker misliš, da to je stojal od mikrofona. Se pravi ti, če si prvo informacijo o tem stojalu dobil, da je to od mikrofona, ko bom jaz rekel, da je to stojal za prižancev ali pa za note, boš ti rekel, lega lažni učitelj. Kako ne ve, da je to stojal od mikrofona? A se ni učil že pri verouku tega, ali karkoli? In pomoč na glas reči, ne verjamem več tega. Ne verjamem več, da je to stojal od mikrofona, to je križnica. Razumeš? In porečeš, ne verjamem, da je Božja volja, da sem siromašen. Ne verjamem, da je Božja volja, da mi gre slabo, da se bom ful naučil. Verjamem, da je Božja volja, da uspevam v vsem česar, ko se lotim. Amen? Jaz, ko sem začel graditi hišo, sem na glas govoril, jaz nimam dveh levih rok, ampak karko se dotaknem, bom dober del. Ker pač prej so me tako učili doma, ker pač nisem dosti imel izkušen. Ker niso vedeli, da sem ful izkušen gradbenik. Pač niso me poznali. Razumeš, da večina ljudi te ne pozna, ker ne vejo, kaj je v tebi. Cerkev v nas vseh so zakladi Božjega klica. Stvari, ki jih sveče ni videti, so v naših srcih. Mi sami ne vemo pol tega, kaj je Bog v nas dal. Kako bo pol drugi vedel, ker pojma nimajo.
Če pa kdo ne pozna Kristusa, pa sploh ne ve, kaj je v tebi. Ok, se pravi, tukaj je ful avtoriteta. Gremo naprej v 13. vrstico. V enem duhu smo bili namreč vsi krščeni v eno telo. Naj bomo Judje, Grki, sužnji, svobodni, vsi smo pili enega duha. Tudi telo namreč ni sestavljeno z enega telesnega uda, ampak iz več delov. Vi pa ste Kristusovo telo. Haleluja. Reci svojemu sosedu, mi smo Kristusovo telo. In pogled zdaj naprej, in vsak zase del telesa. Se pravi, vsakmu od nas je dana ista avtoriteta. Amen? Isto avtoriteto, ki je imel Jezus Kristus, imaš ti. Čist isto. Amen? Nič drugačen ni po avtoriteto od njegove. Amen? Ti nimaš sulico pa lok, Jezus je imel pa bazuko. Ne, vsi imamo bazuke. Amen? Vsi imamo ful orožje, maksimalno, kar obstaja. Vso avtoriteto je dal tebi in meni. Kaj je Reinhard Bonke to slišal? Večino veste, kdo je Reinhard Bonke. On je prišel v Afriko, je bila ful črn kontinent. Ko on zaključil z Afriko, je bilo 50% novo urejenih kristijanov v Afriki. Na ena srečeno se je po milijon ljudi, ne, no, da kakšni so že prej bili sprepani, ampak to so velike številke. Ampak veste, kako se je pri njemu začelo? Bog mu je rekel, Reinhard, ker pač on ni začel kar ful uspešen. On je špilil tam harmoniko na ulici, razumete? Pa malo govoril v Jezusu, pa tako naprej, v Afriki, ki ga je Bog poklical. In pol en evangelist, ki ga je on napovedal, ni prišel. In pol je on mogel pridigati, ker ni bilo drugega. Pa se je nabral nekog, par 100 ljudi. Ne? In ga je bilo ful strah. In pol mu je Bog, po rema besedi, mu je Bog govoril, isto avtoriteto, ki sem imel jaz, moj Jezus rekel, ki sem bil na zemlji. Z isto avtoriteto, ki ti govoriš, je isto, kot če bi jaz govoril. Ni razlike. Kad ti nekaj zapoveš v imenu Jezusa, je isto, kot če bi jaz rekel. Nobene razlike ni. Ni to noro. In tle je pol ful dobil prodor, ki je vedel, wow, kaj jaz nekaj ukažem, demonu, da mora iti, človeku, da mora biti znak. Kaj jaz govorim v imenu Jezusa, isto, kot bi Jezus rekel. In tle pa ful dobil pol vero, da to deluje čez njega. Amen? Recimo sedu, ista avtoriteta je v tebi, ki je bila v Jezusu. Wow. Dajmo si pogledati še 1. Korinčanom 6:17. 1. Korinčanom 6:17. Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en duh. Wow, to je pa noro. To je pa malo preveč dobro, da bi bilo res. Amen? To je pa preveč dobro, da bi bilo res. Da smo mi kar en duh z Jezusom. To je pa malo preveč dobro, da bi bilo res. Etko. Ampak glih za to veš, da je res. Ker evangelij je nekaj, ki je preveč dobro, da bi bilo res, ampak je vse res. Amen? To je ful dobra novica. Smo, se pravi, en duh z njim. Se pravi, jaz sem ti sva eno s Kristusom. Amen. Mi da sva en duh z njim. Haleluja. Amen. Se pravi, kad ti pogledaš njega, pa tebe ne bi smeli biti razlike. Amen. Kad toča pada pred tvojo hišo, haleluja. Amen. Je isto, kot če bi Jezus tam govoril toči. Amen. Vidva sta en duh. Haleluja. Posajeni smo na desnico, haleluja. Božje slave, haleluja, v nebesih, nad vsako oblast, haleluja. Cerkev, vse stvari so podložene pod naše noge, haleluja. Problem je samo to, ko prevečkrat pridigamo nek religiozen evangelij, namest evangeliju vstajenja Jezusa Kristusa. Amen. Namesto, da bi pridigali moč vstajenja, haleluja. Ista moč, ki je Jezusa obudila, zdaj v naju živi, haleluja. Amen. In pol, haleluja, naslednjič bomo šli naslednjo poglavje. In pol namest, da bi hodili v te avtoriteti, pol, ki je najmanjši problem, da se začnemo bati. In pol iščemo izgovore.
In pol problem je, če z istimi usti, kako proklamiraš stvari obstoj, začneš lagati z istimi usti. In pol začneš govoriti dvom z istimi usti. In pol, ko začneš besede strahu govoriti, pol je pa ful problem, ko pol pa samo sebi več ne verjameš. Ko pol, ko boš rekel v imenu Jezusa, noš vedel, da je to taka moč, ker si pa prej govoril, kako ne moreš to, kako nisi dober za tist, kako ti gre to slabo, tist slabo, tret slabo, kako zdaj boš pa spet zbolel, ker te je malo glava začela boleti. Ker je glih za ovinka, ker si prišel in imel en klimo požgano, razumeš? In pol je malo une sape, glih ti je v uho udaril. Evo, zdaj pa. Ful si se čuval, že skor ti je Bog govoril, da si vzem un šal, ko bo šel doma, čeprav je 30 stopin, pa ga spet nisi poslušal. Pa si nastavil tam uno volneno kapo, pa ne. Razumeš, in pol vada, ko boš ti rekel v šesu, v imenu Jezusa, boš tako malo, noš to zihral to devada, Kaj pa narediš? Preklič ta prekletstvo, ki si nad sabo izgovoril. Amen? Preklič to. Čim se boš nekaj spomnil, da si slabo govoril, preklič to. Reč, jaz ne bom bolan letos. Jaz ne bom več bolan. Jaz se spomnil, ko sem prvič to rekel, da nam več zbolel. Sem vsem tam povedal, ko smo skupaj brali Biblijo. Rekel, letos jaz več nam bolan. So se mi vsi smejali. In pol, ko je bila prvi mraz, ko je bil pa sneg, pa sem imel vse simptome pljučnice, tako kot vsak dukles. In pa sem rekel, ne, kako se to lahko vadili? Ni mi bilo jasno, pa sem ja rekel, da nam bolan. Razumeš, da ne deluje kar toliko hitro. Ker sem prej leta in leta govoril, da sem bolan. Drugi so mi govorili leta in leta, da bom bolan. Starši so mi govorili leta in leta, če nam to naredil, bom zbolel, če nam je tam šalo, če nam to, če nam treba. Razumeš, da ene stvari imaš toliko, so toliko del tvoje identitete, da boš mogel, ne, 1000krat če reči, da si uzdravljen, prijem se bo manifestiral. Amen? Ampak nekaj pa je, vsakič se boš počutil. Vsakič, ko boš rekel, vsakič, ko boš sledil Jezusa, na unem področju, kjer imaš problem, se boš malo bolj počutil. Jaz sem vedno znova tako presenečen, ko simptomi kar zgine od mene. Čeprav vem, da sploh ne bi smel biti v mene. Ampak vedno mi je to ful, wow, še. Jaz včasih imam simptome, ne, 10 minut samo. Ampak pol stopam ven iz njih. Ko včasih oni nočejo ven iz mene, jaz ven iz njih stopam. Haleluja. Njih pustim na zemlji, jaz grem pa v nebese, haleluja. Res, haleluja. Haleluja. Jaz nikoli ne pozabil, enkrat smo tako domov se vračali iz cerkve in je bilo ful enih virusov, virost, pozimi in tako naprej. Sem nad vse poladil roke, bolj, vse živo se dogaja. In pol v avtu me je pa začela glava boleti, uno, drugo, tretje, grl. In pol nekako sem se tako hrbril in pol pa sem parkiral avto, ker otroci so šli ven iz avta. In pol, jaz sem tudi hotel že z njimi gor v stanovanje. In pol se rekel, ne grem bolan v stanovanje. Ne bom šel tak. In pol sem v zuni malo počakal in sem stopil ven iz simptomov in pol sem šel not. Čist zdrav. Ne znam povedati kako, ampak sem samo rekel, ne bom več. Konc, gremo v duha. Ker simptomi ne morejo z mano biti v duhu. Ker so dol na zemlji. Sem se oblekel, ker Sveto pismo v Efežanih 6 prav, oblečte se v moč od zgoraj. In včasih moraš samo fokusirati se pač na svetega duha. Amen? Da je sveti duh. Jaz recimo sem včasih ful napake delal, še zdaj včasih, ker sem vodan po emocijah. In pol recimo nekdo neki rab, ali da osvobojenje, ali ozdravljenje, ali karkoli. In pol mu hočem to dati na silo, pa ne deluje. Cerkev mi vse moramo delati v maziljenju. Jaz nobenega demona nam ven šel izganjati, brez maziljenja. Rabaš, tudi če vse veš, nič ne veš. Amen, ko veš v naravnem svetu, ti moraš verati v duhu, amen.
Ti moraš biti v svetem duhu, haleluja, amen. Moraš biti fokusiran na svetega duha, amen. Dovolj, da darovi duha v tebi delujejo, oziroma manifestacije duha čez tebe delujejo, amen. Da ti Bog razodeva, da ti Bog da razločevanje duhov in vse to, kar rabiš, amen. Ker tokrat se zgodi dva ista primera, pa ni isto. Ker samo na ven isto zgleda. Razumeš, ne mora nikoli ne v fizičnem svetu gledati pa prinašati zaključkov glede stanja te situacije. Ampak vedno pa je tu duha. Amen? Pa je not v sebe, v svojega duha. Tle not ti sveti duhu, v tvojem srcu je rešitev, v tvojem duhu. In tle not pa veš, kaj je odgovor. Amen? Včasih samo, ko se poglobiš v duhu, gre bolezen stran. Amen? Haleluja. Dajmo moliti. Oče, haleluja. Hvala ti za avtoriteto v imenu Jezusa. Za vse naše okolnosti. Kjerkoli se zdaj boriš, haleluja. Na kjerkoli področju, haleluja. Jaz molim, da imaš svež v pogled, haleluja, to stvar. Kjerkoli stvar se more premakniti, haleluja. Jaz molim v imenu Jezusa, da imaš avtoriteto nad goro, ki stoji med tabo pa izpolnjeno Božjo besedo. Ki stoji med tabo pa nad plačano ceno, ki je Jezus plačal na križu. Haleluja. Haleluja. Kličem duha razodete v tvoje življenje, da še bolj vidiš, kdo si, kako si posajen s Kristusom in kako v avtoriteti tega položaja ukazuje stvari, da se spreminjajo. Haleluja. V imenu Jezusa. Vsaka gora vrse stran iz naše poti. Govori svoje gore, govori stran od mene. Odmakam se od moje poti. Stran od mojega blagoslova. Hoditi stran svoje roke od mojega blagoslova. Haleluja. Odmakam se v imenu Jezusa. Haleluja. Jaz pokažem, da sedimo s tabo nad vsako stvarjo, da lahko v veri živimo, Oče, v totalni zmagi, haleluja. S to zavedanostjo, kdo smo v Kristusu. Oče, da smo kristocentrični, haleluja. Haleluja, Oče. In Oče, mi razvezujemo vsako naklonjenost nad nas. Oče, Božjo naklonjenost nad nas. Božjo milost nad nas. Oče, da vse nam uspeva, Oče. Da so naše molitve odgovorjene, haleluja. Ko nekaj ukažemo, ko ukrenemo neko stvar, da se zgodi v imenu Jezusa. Hvala ti, Oče, da rastamo v spoznanju avtoritete, haleluja. Da lahko naš svet urejen po Božji besedi, haleluja. Jaz, da se lahko ti hvalaš čez nas, haleluja. Molim, da smo dobri oskrbniki avtoritete, ki smo sprejeli v tebe. Oče, da vse, karkoli ni v tebe, odrežamo stran, haleluja. Zvežamo in odstranimo, haleluja, v imenu Jezusa. Da odbijamo vsako idejo, da moramo živeti iz kjerokoli slabo stvarjo v svojem življenju. Mi odbijamo to. Mi ne sprejemamo za normalno nekaj, ki ni normalno pred Bogom, haleluja. Mi ne sprejemamo nobeno delo hudiča, ko nekaj normalnega v naših življenjih. Mi odbijamo to. Mi se ločujemo od vseh del teme. V imenu Jezusa. Haleluja. In sedimo skupaj s Kristusom na njegovem prestolu. Haleluja. Amen. Amen. Uživite v novo življenje. Amen. Amen. Haleluja.